na nek način zadnje poglavje Dravske vile v Mariboru, ampak ta konec zgodbe tukaj v mestu ob Dravi pomeni začetek zgodbe nekje drugje. Kam gre Dravska vila? No, torej, zadnja faza, torej zadnji dogodek v Mariboru, res je pa, da ladja bo vozila naprej pod slovensko zastavo v Beogradu, ker ponudili so nam izjemne pogoje, torej s partnerjem smo se povezali in oni nujno potrebujejo nekaj takega, tako da se pravim, stvar se ni zaključila, ampak se samo seli na drugo lokacijo. Pred časom ste dejali, da bo ladjico kupil poslovnež iz Beograda. Ta načrt se ni izšel, kako bo sedaj organizirano delo? Torej, Beograd je mesto, ki ga vsi poznamo, to živi 24 ur. Ko mi je kolega povedal, kakšne so številke obračajo na teh plovbah, oziroma na Savi in Donavi, smo si seveda premislili in bomo poskušali srečo torej, tam, da vozimo. Trenutno v Beogradu, ki se pripravlja na Expo, so počistili vse te splave in ostale stvari, samo tisto, kar je kvalitetno, bo lahko vozilo naprej. Trenutno v Beogradu vozita na Savi in Donavi samo 2 ladji, vse ostalo se je moralo umakniti in kolega ki je partner, je samo ob novem letu letos peljal, je rekel, 1800 Slovencev, seveda ni govoril o vseh ostalih, ki so bili tam, tako da očitno tam življenje in pa tudi posel tečeta zelo dobro. Torej, Dravska vila bo potem 3. ladjica z dovoljenjem za plovbo? Torej, Dravska vila bo 3. ladjica z plovbo, ampak tako kot sem rekel, plula bo pod slovensko zastavo v partnerstvu z beograjskim kolegom. Barve, kakršne so, ostajajo? Barve ostajajo, imajo neko določeno simboliko, ki ni slučajna, tako da verjamemo, da bodo tudi te barve prijazno sprejete v Beogradu. V notranjosti pa smo rekli, da trenutno ni potrebna prenove, da bo lahko obratovala takšno kot je. Ne, v notranjosti je ladja brezhibna, smo sanirali to, kar se je v teh 15 letih, kolikor je ladja bila na Dravi, torej seveda tudi nekaj porabilo, to je vse prenovljeno, tudi oprema je nova od znotraj, tako da ladja mora biti na nivoju, ker je to tudi eden od pogojev za plovbo po Donavi in Savi, da je to brezhibna stvar. Vandalizma hujšega v tem času, v dobrem letu, ko je stala tukaj, ni bilo razen nekih malenkosti? Pojavil se en grafit, bil je en manjši vlom v notranjost, vendar ni bilo nič odtojenega, tako da ladja je, bi rekel, uspešno preživela to bivanje na kopnem. Zahvaliti se moramo vodstvu Mariboxa, ki nam je to omogočilo in se pravim, sedaj, ko bo to nekje, upam, da se bo na tej ladji tudi v Beogradu peljalo veliko Slovencev. Če se dotakneva poti, pot do cilja bo vse prej kot enostavna. Najprej pot po kopnem, po cestah, slišal sem, da del poti bo opravljen tudi po vodi. Kakšni so ta načrti? Torej, ladje nismo mogli pripeljati direktno v Beograd, ker enostavno do luk, niti v Pančevu, niti v Beogradu, nismo za tako velikim tovorom mogli priti. Zato gre ladja v prvi fazi v Vukovar, kamor prispe v nedeljo, in potem iz Vukovarja po Donavi se peljemo v Beograd. Prevoz je zapleten zaradi širine, tudi višine, nekatere stvari smo morali umakniti, tako da je ladja razmeroma, bi rekel, kar zahteven projekt prevoza, pa seveda 50 ton ni majhno breme, ampak je ta prevoznik vse to pravi brez težav uredil. Kdaj bo ladja po načrtih prvič zaplula v novih vodah? Ja, mi upamo, da dokaj hitro, ker ko sem bil nazadnje zdaj v Beogradu, tudi v tem času, torej bi rekel zimskem, je tam življenje, ladjici, ki sta 2 trenutno sta pluli, tako da mi računamo, da bomo vse formalnosti uredili v roku kakšnega meseca dni, potem pa gremo da vidimo, kako izgleda to druge. Srečno, Dravska vila.
Hvala lepa, bomo videli, če bo tudi v Beogradu Dravska vila, ampak Srbija Drave nima, tako da bo verjetno dobila kakšno drugo ime. Ne, Je že znano? ne nismo še o tem, to moramo s partnerom rešiti, kaj je primerno za njihovo okolje. Ne.